Novosti letošnjega praznika Refoška je veliko. Spremembe so namreč uvedli že v samem sistemu ocenjevanja vin, ki je, kot je povedal predsednik ocenjevalne komisije Iztok Klenar, računalniško voden in povsem posodobljen. Letos se je nekako ocenjevanje spremenilo. Imeli bomo računalniški sistem, se pravi, da bo ta, bi rekel, maksimalna podpora, kot je možna. Nekaj se je spremenilo tudi v smislu pravilnika, ocenjuje se po 100-točkovnem sistemu, s tem, da iščemo pač nekako šampiona Refoškov, se pravi potem tudi ostale prvake sort, kar pomeni, da probamo v bistvu nekako spraviti vina v eno obliko, ki bo zmagovalna tako za potrošnika, kakor tudi za proizvajalca. Lahko samo še malo poveste o vzorcih, koliko jih je prispelo, kateri letnik? Prispelo je 144 vzorcev, s tem, da 32 vzorcev je mladih Refoškov, mislim, da 31 vzorcev je starih Refoškov, potem je 23 vzorcev mladih Malvazij, pa recimo 18 vzorcev zrelih Malvazij, kar pomeni, da bomo imeli zelo bogat izbor in seveda, da bo v bistvu to tekmovanje dobilo eno pravo zgodbo. Mogoče še zanimivost so ekološki vina, ki bodo popestrila ta, bi rekel, izbor, in pa tudi kar lepa serija kategorije avtohtoni sort, kamor uvrščamo tako rumeni muškat kot tudi cipro. Se pravi, da probamo dati Istriji svoj pravi pečat. In še to, v bistvu 144 vzorcev je kar v bistvu velik zalogaj. Na kakšen način se bo to degustiralo v bistvu, oziroma pač ocenjevalo? Zgleda kar strašno, tako, mislim, delamo v dveh skupinah, se pravi, dve komisije bojo delale, s tem, da smo nekako vzorce razporedili, tako da ne bo rezultat bil razdeljen med dve skupine, ampak bojo ocenjevali nekateri zrele Refoške, nekateri mlade Refoške in seveda izbirali, tako da v bistvu spoznajo celo letošnjo ponudbo ali pa paleto teh vin. Na drugi strani tudi ta razporeditev, se pravi postavitev vzorcev v kategorije je bila prej kar trdo delo, kar ponavadi se ni tako izvajalo, in pa seveda tudi delalo se bo v 5 skupinah, se pravi nekako 5 zaporedi bo, tako da bo imeli degustatorji dovolj cajta, da se tudi vmes odpočijajo in da bodo res realno izbrali najboljšega, kajti mislim, da cel rezultat komisije bo seveda pa z izborom najboljših vin. Mi lahko še poveste, po kakšnem ključu ste komisijo sestavili? Tukaj smo želeli upoštevati vse, tako proizvajalce, kot tudi tako zvane, bi rekel, strokovnjake z tega področja, se pravi povezati tudi malo naše organizacije, ki nekako kontrolirajo kakovost vina, same potrošnike tudi in pa tudi someljeje. Tako da v bistvu ena skupina ljudi, ki se profesionalno ukvarja z vinom, vendar pa tudi take, ki vino potem prodajajo naprej, kar pomeni tudi za nas, bi rekel, neka prava smer, da vidimo pač in da dobimo to, kar trg želi in to, kar trg seveda tudi potem odobrava in nagrajuje z dobro ceno. Poleg mladih in zrelih vin avtohtone sorte Refošk so tudi v letošnjem pestrem naboru žlahtnih kapljic posebno mesto našle izbrana vina avtohtonih sort, ki jih vinarji pridelajo na območju tega vinorodnega okoliša. Poseben poudarek pa je še na vinih ekološke pridelave, kar je nedvomno trend, ki mu v slovenski Istri sledijo že vrsto let. Organizatorji prireditve računajo tudi na velik obisk ljubiteljev vin iz drugih krajev Slovenije. Že dober teden pred samo prireditvijo pa bo svoja vrata odprla še osmica Refoška. V njej bo vse do začetka praznika Refoška moč okušati najrazličnejše kulinarične dobrote slovenske Istre. Prvič pa bo mogoče okušati tudi šampiona Refoška, ki ga bodo kot novost letošnjega praznika kronali v tako imenovanega kralja Refoška. Da popestrimo ta dogodek, smo se odločili, da bomo tudi na Refošku dali eno eminentno osebo in bomo torej kronali prvega kralja Refoška, slovenske Istre, ki se bo zgodil na nedeljo na centralni dan praznika. Kralj Refoška bo postal pridelovalec ali pridelovalka vina, katerega vino bo najboljše ocenjeno. Torej to bo šampion praznika Refoška in ta oseba ali klet bo nosila tudi naziv kralja Refoška.